In ko smo pri socialnih primerih in omrežjih, švicarska veliga hotelov Ibis svojim gostom ponuja revolucionarno novost, tako imenovane Instagram varuške. Gre za ljudi, ki bodo v času vašega dopusta prevzeli vaš Instagram račun in objavljali lepe fotografije namesto vas, da se boste vi lahko v miru spočili. Slovenska turistična agencija že razmišlja o podobni uslugi, kjer bi nekdo namesto vas pošiljal razglednice s Krka, vsak dan poklical vaše starše in povedal, koliko stopinj ima voda. In se na vašem Facebook profilu dnevno pritoževal čez Hrvate. Kot zanimivost, Švicarji so oglas za svojo novo storitev posneli kar v Sloveniji. Hashtag like, hashtag love, hashtag vacation, hashtag I like that. hashtag fun. Like, oh. Pravkar viden oglas potrjuje dve dobro znani dejstvi, da je voda v Blejskem jezeru primerna za kopanje in da je po februarski nesreči spletno očitno ostalo še kar nekaj turistov pod vodo. V našo prestolnico pa je prispel nov šport in sicer metanje sekire. Gre za aktivnost, kjer človek zagrabi 600-gramsko sekiro in z njo poskuša zadeti tarčo. V Ljubljani se taka aktivnost uradno imenuje sekiromet, medtem ko na Gorenjskem temu rečejo torek popoldne. Še ena pomembna razlika je v tem, da v Ljubljani za tarčo uporabljajo leseno steno z narisanimi krogi, na Gorenjskem pa hrbet od soseda. In ko smo že pri nasilnih temah, francosko sodišče je odločilo, da oglas, na katerem je ženska privezana na tirnice, medtem ko se ji približuje vlak, ne spodbuja nasilja nad ženskami, ampak gre le za hudomušno reklamo francoskih železnic. V duhu splošne tolerance in hudomušnosti podjetju L'Oreal tako predlagamo podoben koncept za oglas za najnovejšo vodoodporno maskaro. Pa morda še en slogan za mizarsko delavnico. Ažak. Vsaka peta ženska pade po stopnicah. Čas je, da jih zamenjate. Stopnice, ne ženske. Zdaj pa dobra novica za vse, ki bi radi izgubili par kilogramov. Slovenija je namreč omogočila nov način vpisa med darovalce organov. Po novem se lahko Slovenci za darovalce prijavimo tudi elektronsko z digitalnim potrdilom prek spletnega mesta e-uprava. Tako je, po novem boste na elektronskem portalu e-uprava pri plačilu dohodnine lahko izbirali med enkratnim plačilom, plačilom po obrokih ali plačilom z ledvico. Bizaren zaključek pa je doživela zgodba s sumljivo pošiljko s črnim prahom, ki je prejšnji ponedeljek zaprla vrata mariborske zavarovalnice Sava in v karanteno spravila 20 ljudi. Izkazalo se je, da je neznana snov v resnici mak, pošiljatelj pa je bil lastnik restavracije Mak, ki v svoja pisma za šalo vedno doda nekaj povezavi z makom. Samo upamo lahko, da se podobne marketinške strategije ne posluži pizzerija Bomba. Mednarodna policijska organizacija Interpol, specializirana za iskanje ljudi, je dobila novega predsednika, ker je prejšnji izginil in ga ne morejo najti. Kar je približno tako, kot če bi novega predsednika dobil Rdeči križ, ker je prejšnji umrl od lakote. Tudi pri nas policija dela s polno paro. Se še spomnite tistih plakatov z nacistično ikonografijo, ki so viseli po Velenju polet? Se spomnite tega? Ne? Ne. Nič hudega. Naši kriminalisti ne pozabijo nikoli. Kriminalisti so pri mladoletniku doma opravili hišno preiskavo, kjer so zasegli računalnik, telefon in nekatere druge naprave. S pomočjo tega so zbrali dokazni material, ki kaže na to, da je osumljeni mladoletnik spleta snel nacistične simbole ter na svojem računalniku oblikoval plakat in natisnil teh spornih 6 primerov. Jaz mislim, da nacistični simboli, da so najmanjša skrb mladoletnega fanta glede tega, kaj bo našel na njegovem računalniku. Bojo pa slovenski kriminalisti verjetno izvedeli marsikaj o povezavi med japonskimi dekleti in velikanskimi živimi jeguljami. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!